Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki dneva. Na 34. kresovanju na Špici več kot 1500 obiskovalcev. Na Celjski koči pripravili prvomajsko srečanje. Rokometaši Celja Pivovarne Laško jutri v Ohridu za evropsko finale po 22 letih. O zadnjih dveh potnikih v končnico košarkarskega državnega prvenstva bo odločal zadnji krog. Na predvečer praznika dela so v številnih krajih na Celjskem zagoreli kresovi. Na Špici v Celju so pripravili že 34. tradicionalno kresovanje. Kljub nekoliko hladnejšemu vremenu se ga je udeležilo več kot 1500 obiskovalcev. Tradicionalni 34. prvomajski kres na popularni Špici v Celju, ki ga vsako leto pripravi Kaja Kanu klub Nivo Celje, je na predvečer praznika dela tudi letos privabil veliko število Celjanov in drugih obiskovalcev. V celotnem večeru jih je tam bilo kar krepko preko 1500. Prišli je kar dosti ljudi, mi smo se potrudili. Gasilci, moji prijatelji, naši prijatelji, Lokovec Dobrova varujejo vse skupaj. Vreme je lepo, malo hladno, kjer ga zebe gre k kresu, lahko se podkreča z našimi dobrotami Špice in Špice Sever, da ne razlagam zdaj, kaj je to. Jurčki delajo, kajakaši so za jurčki, tako da ne dam vse, 34. leto. Letos prizorišče kresovanja že krasi Lepotec, seveda še v gradnji, novi kajakaški center s hostlom. Z njegove terase smo se tudi pogovarjali s predsednikom Dušanom Konbo. Ta Lepotec bo pravi Lepotec čez leto, 2 leti, ko bomo to končali. Ampak moja največja želja in želja kajakašev je to, že zdaj ptice na vejah čivkajo, cel Celje ve, da bomo zgradili progo. Država bo zgradila Petričko jez, občina Celje s vsemi nami bo pa zgradila progo, nad jezom bo pa kopališče za Celje. Pa vse to ni nič lepšega. Da to naredimo, damo Savini življenje, mi zgradimo ta kajakaški hostel ali pa mini hotel, z celega sveta, z cele Evrope bojo hodili sem trenirati in bojo tu spali, tule bojo jedli, mi bomo pa vsaki tukaj cajte kako žurko naredili, da bo vsem lepo. Številni prvomajski kresovi, ki so bili pred leti v Celju in okolici, so ugasnili. Na Špici pa kres še vedno gori in očitno bo gorel tudi v prihodnje. Zgoreli smo točno 20 let nazaj, izgubili smo vse, zgoreli smo. In zdaj mi se ne damo, mi še kar ogenj in voda, to sta dva naša zaveznika, ni več Petrička, ni Pušenšanka, ni manjši kresov, mi smo še, kolikor jaz vem, edini v Celju ostali in dokler bomo imeli to voljo, suport mojih ljudi, kajakašev, dokler bomo imeli to voljo, pa se vidite, da mi z nič delamo kajakaški mini hotel, hostel. In tudi progo bomo sklicali in tudi verjetno bomo še kak kres zakurili, tako da mi se ne predamo. Tudi letošnji kres so zakurili ob 21. uri in zatem se je prizorišče pričelo hitro polniti. Organizator Kaja Kanu klub Nivo pa je poskrbel za disko glasbo, pa tudi za pestro gostinsko ponudbo, kjer so še posebej seveda kraljevali čevapčiči. Pri njihovi peki pa je bil prva violina legendarni Borči. Pripravljenih imamo zdaj okrog 150 kil, imamo noter. Verjetno okoli 100 kili bomo danes spekli, se pa pripravljamo še za jutri, za 1. maj, tam nekje okrog 10. ure bomo imeli še malo čevapčičev, kar bo pač danes ostali, pa še malo vratovine, pa kakšni šnite, če bo kjer ima rad šnite, še bo to ladobo. In kot smo ujeli tudi z našo kamero, je bilo povpraševanje po čevapčičih na kresovanju kar precejšnje. Je praktično veliko povpraševanje, ker če na 2 tiganih ne fojgaš, da imaš prazno posodo, pa veš, koliko je ura. Špica vsako leto v Celju privabi na prvomajski kres resnično veliko obiskovalcev, ki so željni prvega druženja na prostem po novem letu. V vseh teh letih pa je to kresovanje postalo prava ikona našega mesta.
Vzdušje je odlično, na špici zato znajo vedno dobro poskrbeti. Kajak Kanu klub Celje z neumornim Dušanom Kondo je recept za odlične prireditve. Mislim pa, da je kresovanje ena izmed tistih lepih prvomajskih tradicij, ko se ljudje zberejo, sprostijo in tudi ne pozabijo na to, da gre delu čast in oblast, in vesel sem, da je Špica eno izmed tradicionalnih prizorišč, ki se na ta praznik spomne v najlepši mogoči luči. S 1. majem pa se za Kajak Kanu klub Nivo Celje odpira tudi njihova nova športna sezona. Prva tekma je vedno za slovenski pokal za mlajše kategorije, je letos 16. maja. Potem bomo pa letos imeli še eno zelo veliko tekmo, mednarodno tekmo, ki šteje za državno člansko prvenstvo v slalomu. Pridejo vsi naši asi, pride 10 držav, to bo pa 22. avgusta na Špici. Tudi na letošnjem kresovanju na Špici so se obiskovalci ob kresu v tokrat nekoliko bolj hladnem večeru v druženju greli še pozno v večer. Na praznik dela so v nekaterih krajih pripravili tradicionalna prvomajska srečanja in budnice. Na Celjski koči so obiskovalce zabavali člani pihalnega orkestra Celje, Nuša Rojst in skupina Zakapane. Organizatorji pa so poskrbeli tudi za prvomajski golaž. Letošnji slavnostni govornik je bil direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonček Kregar. Prvomajska srečanja na Celjski koči imajo dolgo brado. Pri organizaciji letošnjega so moči združili ZPO Celje, Mestna občina Celje in medijska hiša Novi tednik in Radio Celje. Mi smo zelo veseli kot ena najstarejših medijskih hiš, Novi tednik in Radio Celje, torej da smo letos lahko pristopili k soorganizaciji prvomajskega srečanja na Celjski koči. Gre za srečanje, ki je izjemno poznano na čudoviti lokaciji nad Knežjim mestom. In ko nas je Mestna občina Celje skupaj s partnerji torej povabila, vprašala, če bi sodelovali, seveda, zato smo mi tu kot medijska hiša, zato se trudimo in brez gledalk, gledalcev, poslušalcev, bralcev, skratka ljudi, nas tudi ni. In zato smo se z vso odgovornostjo, lahko rečem, kot vsega seveda lotili tudi letošnjega srečanja prvomajskega, ki je odlično uspelo, ki nas je pozdravilo s soncem, skupaj so partnerji, torej Mestno občino Celje, ZPO-jem in pa seveda s Celjsko kočo. Verjamem, da danes tukaj pripravljamo srečanje, ki se pritiče prazniku, spoštovanju do dela in pa seveda konec koncev tudi druženju. Veseli smo, da smo lahko tukaj in z veseljem seveda smo to organizirali oziroma pripravili. Letošnji slavnostni govornik je bil direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonček Kregar, ki je v svojem nagovoru orisal razlike med praznovanjem praznika dela nekoč in danes. Kot zgodovinar sem velik del svojega nagovora dejansko namenil nekdanjemu praznovanju 1. maja, ampak seveda ne moremo niti mimo aktualizacije in ne glede na vse gospodarske, družbene, tehnološke, ne nazadnje tudi politične spremembe, še vedno sporočilo 1. maja ostaja v svojem bistvu enako. Da velika večina ljudi na tem svetu še vedno živi od svojega dela, da neke delavske pravice, kot se pogosto sliši, ki se nam zdijo samoumevne, niso samoumevne, da je za to, kar imamo nenazadnje danes, bilo potrebno veliko delavskega boja, veliko prizadevanj, tudi nazadnje veliko žrtev, in zato se je potrebno tega zavedati, pa če ne sicer vsaj enkrat na leto. In to je pravzaprav moje osnovno sporočilo, ne? Številne obiskovalce, ki so nekateri peš, drugi pa z jeklenimi konički, prišli na priljubljeno celjsko izletniško točko, je nagovoril tudi celjski župan Matija Kovač,
ki je izpostavil pomembnost praznika dela tudi v luči trenutnih družbenih in političnih razmer v državi. Jaz sem zelo vesel, da 1. maj kot praznik v naši skupnosti živi, tako z kresovi na predvečer, kot s tradicionalnim srečanjem na Celjski koči. Pomembno je, da se o vlogi in položaju dela in delavstva danes veliko pogovarjamo in 1. maj je vedno znova priložnost ne le, da si vzamemo dan zase in na svoje najbližnje, ampak tudi, da pogledamo na situacijo z vidika politike, gospodarstva in odnosa med družbenimi skupinami. Letos mislim, da je 1. maj kljub temu, da je tik po državnozborskih volitvah, ko je ljudstvo izvolilo svoje predstavnike v mogoče nekoliko neugodni luči, namreč po eni strani ukinjamo samostojno ministrstvo za delo, ga združujemo z gospodarstvom, kar je na simbolni ravni seveda problematično. Še posebej pa nas lahko skrbijo pogledi, ki so v družbi vse bolj prisotni in ki ob intenzivnem prerazporejanju družbenega bogatstva, ki ga država v naši družbi sistematično usmerja skozi številne javne storitve, subvencije, podporo gospodarstvu, kmetijstvu in tako naprej, preizprašujemo tudi sistem davčne politike, ki je seveda v Sloveniji precej obremenjujoč po vzoru severnih držav in v tem času seveda z poseganjem v državne prihodke seveda tvegamo, da marsikaj od tega izgubimo. Zato se mi zdi, da je na mestu, da tako sindikati kot vse družbeno aktivne skupine v teh dneh dvignejo svoj glas in seveda povedo, kje in kako si predstavljamo pravice, ki jih v Sloveniji delo ljudi, ki vsak mesec seveda služijo in se preživljajo, financira, da si želimo kakovostnih javnih storitev, ki so del košarice delavskih pravic in da si še naprej želimo socialne države, kjer bo človek od svojega dela lahko dostojno živel in tudi koristil vse, kar s tem delom seveda širše prisluži. Organizatorji so poskrbeli tudi za tradicionalno prvomajsko gostinsko ponudbo ter pester zabavni program. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so danes iz zagrebškega letališča poleteli do Skopja, nato pa pot z avtobusom nadaljevali do Ohrida, kjer jih jutri ob 19. čaka povratna tekma polfinala Evropskega pokala EHF. Pivovari so si na prvi tekmi v dvorani Zlatorog priigrali gol prednosti. Čaka nas zahtevna pot, enako pa tudi jutri zahteven obračun. Ne branimo tistega gola, ki ga imamo, ampak moramo razmišljati o tem, da gremo na zmago. Načrt poznamo, vemo, da bo teren vroč, da je atmosfera v dvorani res dobra. Mi moramo biti enostavno močnejši od teh zunanjih dejavnikov, biti skoncentrirani na svojo igro in samo na tak način lahko uspemo, pridemo do zmage in se uvrstimo v finale. Ni nas strah, moram reči, da je vedno fajn igrati pred nabito polno dvorano, da se ne smemo tega ustrašiti. Bo peklensko verjetno vzdušje, ampak kot sem že rekel, moramo iti preko tega in biti osredotočeni na naše naloge, igro in na tak način smo lahko uspešni. Včeraj smo naredili en regeneracijski trening in si pogledali tekmo, ki smo odigrali tu v Celju proti njim. Videli smo, kje še imamo rezerve, katere napake moramo popraviti na jutrišnji tekmi in če se bomo držali teh dogovorov, mislim, da se lahko nadejamo zmage. Mislim, da vsak igralec si želi igrati pred neko tako publiko, pred polno dvorano in jaz mislim, da je to samo neka motivacija za vse nas. Mislim, da nekega pritiska noben nas ne čuti, vemo, da smo mlada ekipa in mislim, v vsakem primeru gremo na zmago, vemo, kakšen je naš cilj, tako da sigurno ja, gremo na zmago, nobenega pritiska in oddelati, kar najbolj znamo. In jaz verjamem, da se bomo veselili zmage.
Pred zadnjem krogu rednega dela košarkarskega državnega prvenstva so Laščani v Treh lilijah izgubili proti Triglavu. Polčetrtek je bil v domači dvorani nemočen proti Krki, Rogaška pa je na domačem parketu prepričljivo premagala oba dva ligaša Helios iz Domžal. Domžalčani so v prvem polčasu še nekako držali korak z gostitelji, ki v prvem polčasu niso zadeli trojke. V nadaljevanju je Rogaška ob odličnem strelskem večeru in s kombinirano obrambo ušla na varno razliko, ki je do konca tekme ni več izpustila iz rok. Zaenkrat za te ekipe je naša kombinirana obramba oziroma match-up nerešljiva uganka, tudi za Helios danes. Značilnosti tekme v prvem polčasu brez zadete trojke pa +3, malo zmešnjave na samem koncu, ko so igrali brez centra in je Majstorović pač bil v tem trenutku manjko v obrambi. Potem pa v drugem polčasu mislim, da skoraj 50% trojka in več kot zanesljiva zmaga in mislim, da smo v tem trenutku brez dileme boljša ekipa od Heliosa. Zmaga za 18 točk je bila najvišja zmaga Rogaške proti Heliosu po letu 2016. V zadnjem mesecu dni so Slatinčani v odlični formi, saj so dosegli 4 zmage in doživeli le 2 poraza. Ne ve, kaj se je dogajalo med 15.11. in 15.1., ko smo imeli 5 igralcev na treningu in 3 poškodovane, torej 2 Američana in Križaniča, in potem seveda ni bilo enostavno sestaviti igro, ampak mislim, da ne igramo samo ta mesec dobro, igrali smo mi dobro že od začetka tretjega dela. Izgubili smo 3 tekme, prvo po napaki sodnikov v Šenčurju, potem pa tudi 2 nesrečna poraza na Polzeli in proti Iliriji. Enostavno edina Krka tista, ki nas je zmagala 17 točk v tem delu in to bez 2 igralcev. Torej igramo dobro, ampak to bo treba potrditi kar kmalu v ponedeljek v Laškem. Z 10. zmago so se Slatinčani pa uspeli na 10. mesto na prvenstveni lestvici, a bodo za prvo končnico po letu 2023 v zadnjem krogu v ponedeljek morali premagati Laščane. Pač ena tekma vse odloča, jaz mislim, da smo v tem trenutku kar neki rahli favoriti, kljub temu, da igramo v gosteh. Na eni tekmi se lahko marsikaj zgodi in na takih tekmah je energija in obramba prvi korak k zmagi. Laško in Rogaška bosta ponedeljkovo tekmo zaradi zasedenosti dvorane Tri lilije odigrala v Rimskih Toplicah. Meni je dvorana zelo znana, sem igral rekreativno ligo pred enim mesecem, tako da meni je dvorana znana. Bomo videli, pač se publiku ne bo prostora, koliko vem, bo pa pač igrišče normalno, obroči so normalni, kdor bo boljši, naj zmaga. Vodilna Krka je gostovala pri novem drugoligašu Podčetrtku in ga zanesljivo premagala za 42 točk. Pa seveda igrali smo proti prvi ekipi državnega prvenstva, proti odlični ekipi Krke. Danes smo dali priložnost vsem igralcem, tudi mladi so danes dobro izkoristili, 27-letniki, in smo pokazali nekaj mladih talentov in mislim, da je bila to poanta vsega. Čestitke Krki na današnji tekmi, predvsem pa na odličnih igrah v ABA 1 ligi. O zadnjih 2 potnikih v končnico državnega prvenstva bo odločal zadnji krog rednega dela prvenstva. Trenutno ima 6. Rogaška zmago prednosti pred Šentjurjem, Laškim in Hopsi, ki so v tem trenutku uvrščeni med 7. in 9. mestom. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj. V nedeljo bo sončno in še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, od zahoda bo prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.